Pozdravljeni. Dobrodošli v informativni oddaji Splet dogodkov tedna. Bližajo se božični in novoletni prazniki. V Ljubljani se decembrsko praznično vzdušje pravkar začenja s prižigom lučk. Zdaj pa poglejmo nabor tedenskih novic, ki smo jih pripravili za vas. Slovenska vojska je od Izraela med letoma 2019 in 2023 kupila za 57,5 milijona evra orožja in streliva in nadaljuje z nakupom v višini 31,5 milijona evrov kljub vojni v Gazi, kjer je bilo doslej ubitih 42,334 palestinskih civilistov, od tega 16,500. Ministrstvo za obrambo sicer pravi, da odkar poteka vojna v Gazi, od Izraelcev niso kupili nobenega orožja. Predsednik SDS Janez Janša je poravnal pravdne stroške tožilki in sodnikom, od katerih je terjal odškodnino zaradi sojenja v zadevi Patria. Pravdne stroške bi sicer moral poravnati 14. novembra. Po zaprosilu za odlog plačila je bil nov rok v petek 22. novembra. Sredstva je med drugim zbiral na dražbi, ki se je končala včeraj. Na okrožnem sodišču v Celju je potekal protest več kot 100 Janševih podpornikov. Karl Erjavec, nekdanji večkratni minister, se vrača na politično sceno z ustanovnim kongresom nove stranke Zaupanje. Zato se je odločil, ker meni, da se je z Gibanjem Svoboda Slovenija znašla v slepi ulici. 25. novembra obeležujemo Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Na ta dan poteka kampanja o ozaveščanju splošne javnosti o večji izpostavljenosti žensk nasilju v domačem okolju in o opolnomočenju žensk, ki so preživele hudo nasilje doma, hkrati pa se spodbuja zaščita žensk pred nasiljem. Avtocestni priključek Dragomer se pospešeno gradi in zato bo decembra ponoči popolna zapora avtoceste, kjer bodo izvajali gradbena dela. Rusija pripravlja napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, kar lahko predstavlja izgubo elektrike za milijone ljudi, ki živijo v Kijevu, Odesi, Dnipku in Donecku, ter posebno nevarnost za Ukrajince pred prihajajočo hudo zimo, saj bi doma lahko ostali brez ogrevanja. Evropski parlament je v sredo na zasedanju v Strasbourgu s 370 glasovi za potrdil novo Evropsko komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen. Proti je glasovalo 282 evropskih poslancev. 36 se jih je vzdržalo. V novi 27-članski Evropski komisiji, ki jo bo uradno imenoval Evropski svet, bo 11 žensk, od tega bodo 4 izvršne podpredsednice. V drugi komisiji Ursule von der Leyen bo kar 21 novincev, med njimi tudi nekdanja slovenska diplomatka Marta Kos, ki bo pristojna za področje širitve EU. V mestu Kraljevo v Srbiji je prišlo do fizičnega spopada, obračunavanja in metanja predmetov med poslanci zaradi katastrofe v Novem Sadu, kjer je umrlo 15 ljudi. Za zdaj ni jasno, katera stranka je začela z incidentom. V javnost so prišli posnetki sobe za umirjanje, ki je opremljena z oblazinjenimi stenami. Vanjo so otroke s posebnimi potrebami zaklepali, metali na tla, držali za vrat
in jih dlje časa zanemarjali. Po policijski preiskavi v šoli so našli 500 posnetkov nasilja nad otroki. Za to nasilje še nihče ni prevzel odgovornosti. Na Gospodarskem razstavišču se je odprl 40. slovenski knjižni sejem, ki bo trajal do nedelje in bo predstavil pester nabor knjig. Vabljeni. Slovenska košarkaška reprezentanca je v Kopru v ponedeljek premagala Portugalsko s 83-82 in se uvrstila na Evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Latvija, Ciper, Poljska in Finska. Nika Prevc je po prvi posamični tekmi v Lillehammerju osvojila prvo mesto na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih, in sicer 138,5 metra. Še zanimivost. Avstralija je sprejela prepoved uporabe družabnih omrežij, kot so Facebook, Instagram in TikTok, mlajšim od 16. leta starosti. To naj bi prispevalo k izboljšanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov in spodbujalo k udeležbi v več športnih in šolskih aktivnostih. Jutri bo sprva več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Čez dan se bo deloma zjasnilo tudi v severovzhodni Sloveniji. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5 stopinj Celzija, v alpskih dolinah do -5 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8 stopinj Celzija, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V nedeljo bo na Primorskem ob zmerni burji pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V ponedeljek bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, drugod bo večji del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost. Zdaj je na vrsti kretnja tedna. To je travma. Kretamo jo takole. Travma v psihološkem smislu pomeni čustven odziv na izrazito stresen dogodek. To je lahko nenadna izguba ljubljene osebe, zlorabe v otroštvu, izpostavljenost naravni katastrofi, huda prometna nesreča. In ne pozabimo, danes je črni petek, ko trgovine ponujajo visoke popuste, zato se pričakuje množičen naval. Svetujemo vam varno in pametno nakupovanje. Vidimo se spet naslednji teden. Nasvidenje.